Kot kaže, gre za poslednjo skupščino družbe Sivent, ene od naslednic bivših pooblaščenih investicijskih družb, zaradi česar ima tudi zelo veliko število delničarjev. Samo na ukinjenih registrskih računih pri KDD jih je še vedno preko 9000, skupaj z kar 5% deležem v družbi. No, današnja skupščina kot prekoslej poslednja, tudi zaradi izglasovane iztisnitve strani glavnega delničarja, ki ima torej čez 90%, nizozemske družbe Erste Niedring in pa tudi umika delnic z borze. Na oboje je združenje napovedalo možnost izpodbijanja sprejetih sklepov, to pa so napovedali tudi strani Modre zvezde, Ilirike in pa strani drugi delničarji, torej navzoči na skupščini, delničar Pajek in pa kapitalska družba iz naslova prevzetih papirjev po 48a členu. Kar je v smislu nasprotovanja združenja bistveno, je to, da smo mi v sklopu zahteve za izstop delničarjev iz družbe uspeli doseči po ponudbi, ki smo jo sprejeli strani glavnega delničarja, v naknadnih pogajanjih ceno 1,1 evro, kar je kar 22% več od danes izglasovane. Zaradi tega tudi možnost napovedi izpodbijanja, predvsem z vidika interesa tistih delničarjev, ki jih v okviru delniške opore še vedno zastopamo. In hkrati vabimo tudi vse ostale, kot rečeno, še vedno je preko 9000 delničarjev, skoraj 5%, ki iztisnitvenih sredstev, torej niti ne izglasovane odpravnine, ne bodo prejeli, ukolikor ne bodo prenesli iz ukinjenih registrskih računov svojih delnic, bodisi v okvir delniške opore, ki je prav gotovo najracionalnejša možnost, bodisi na trgovalne račune, ki pa so ravno v zadnjem času se pokazali še kot toliko manj racionalna rešitev z vidika tudi umika oziroma odločitve Ustavnega sodišča, s katerim je zgornji limit pri stroških vodenja trgovalnih računov iz zakonodaje zdaj odmaknjen. Po tej plati seveda v združenju iščemo rešitve tudi v zakonodajnem postopku, kakor tudi za ohranitev edine pravzaprav ustrezne alternative za manjšinske delničarje, torej delniške opore, ki je zopet pod poskusom samih dodatnih represalij oziroma nekaterih posegov, ki bi otežile delo in funkcioniranje delniške opore. Po tej plati tudi današnja skupščina več kot zgovorna. Na njej je tokrat, za razliko od dosedanjih izkušenj, ko je bil praktično zgolj VZMD tisti, ki je problematiziral iztisnitve, bilo prisotnih tudi nekaj drugih delničarjev, ki so takšne postopke napovedali, in zato po tej plati seveda pričakujemo, da se bo v času, ki je predviden, torej 30 dneh od sprejetih sklepov, pokazalo, ali bodo dejansko vloženi postopki, tako preveritve primernosti denarne odpravnine, kakor tudi izpodbijanja samih skupščinskih sklepov. Kar zadeva združenje, pa je naš pravzaprav edini motiv in interes, da skušamo zagotoviti preostalim delničarjem v okviru delniške opore možnosti, ki smo jih že dosegli skozi dolgotrajne postopke in tudi pogajanja z glavnim delničarjem, za to, da dobijo odpravnino, kakršno so dobili v zahtevi za izstop oziroma na podlagi dogovora, torej višjo, kot je bila danes izglasovana. Takšna zagotovila strani glavnega delničarja smo takrat imeli. Sam sporazum, ki smo ga podpisali, to omogoča. Jasno pa sem skušal tudi z prisotnostjo na današnji skupščini zagotoviti ustrezno izvedbo. Torej, še enkrat, vabljeni vsi delničarji, ki so bodisi na registrskih računih, da se vključijo v delniško oporo, tako iz razloga, ker lahko na ta način, glede na dogovor, ki je še vedno v veljavi, dobijo
višjo odpravnino oziroma ceno za delnico, kot pa je bila danes izglasovana na sami skupščini. Hkrati pa bodo edino v tem primeru sploh do odpravnine upravičeni, kakršnekoli že pač naj bo, tudi če bi obveljalo pri obstoječi, kajti ukinjeni registrski računi pri KDD-ju ne omogočajo izplačila tem delničarjem. In vseh teh delničarjev, kot rečeno, še vedno preko 9000, 5% v tej družbi, skratka, govorimo o znatnem znesku, ki bo žal in bi bilo škoda, če ga ti delničarji ne bi prejeli. Prepričani smo namreč, da bomo v nadaljevanju naših prizadevanj dosegli tudi za ostale takšne aranžmaje, kot v mesecu decembru, ko se je v skupno prodajo že vključilo blizu 2% vseh delničarjev družbe.